Lep pozdrav. Danes bom pa govorila bolj o tem, kako imeti sebe rad. Zadnje pol leta mi je res veliko ljudi povedalo, kako v bistvu sploh nočejo več živeti. Kako bi najrajš kar zaspali pa šli. Kako si želijo, da bi se kar na hitro vse nehalo. Niso tako v resnici govorili v kontekstu, da hočejo, ne vem, nek samomor delati, ampak niso bili srečni. V bistvu so bili zelo žalostni. To so bili ljudje, ki so zelo bolni, ki imajo razne kronične bolezni, kronične bolečine. Hkrati so bili pa zelo razočarani nad življenjem samim. Ne samo zaradi tega, ker so bolni, pa jih zdravstveni sistem ne obravnava tako, kot je treba. Ampak zato, ker jim je življenje prineslo ogromen groznih stvari. Jaz osebno verjamem, da je ogromen ljudi, ki so imeli zelo težko življenje. Verjamem, da ta Zemlja ni enostaven planet, da je veliko težkih stvari, ko se zgodijo, a ne. Od malega, ko se moraš boriti za obstanek, zato da imaš neko mesto v družbi. Potem v šolskem sistemu se boriš z družino, družbo, potem, ko si ustvarjaš družino, si brez denarja, ti mečejo polena pod noge, vse sorte. Želiš narediti nekaj dobrega, trudiš se, hočeš, ampak je res težko. Dejansko je težko. Ukradli so nam komplet ves čas, ne samo denar, a ne. Čas. Mi smo časovno popolnoma berači, a ne. Delamo od petka do svetka, čedalje bolj. Ne samo, da delamo toliko, da se pregaramo, ampak pol v sobotah, ne vem, ti časa zmanjka za tvojo lastno družino. Včasih imaš ob nedeljah čas ali pa niti to ne, ker si toliko zmatran, da se samo pobiraš od celega tedna, a ne. In na vse to, kar je prihajalo, a ne, pa kar smo doživeli, je prišla še ta vojna. Nima veze, na kateri strani vojne si, čutiš, da je nekaj narobe. Čutiš, da se nekaj groznega dogaja. Čutiš, da ni ta prave ljubezni, da ni več ta prave podpore, da ljudje smo en drugemu volk, nismo en drugemu prijatelji. In to še otežuje situacijo ljudem, ki imajo že tako težave, a ne. Ki imajo res težko življenje in jim je težko nekako dan za dnem poflikati, vsak dan sproti se prepričujejo, kako je življenje fajn, a ne. Jaz sem hotela to povedati. Veste, življenje vedno pritiska na nas, dokler nimamo mi dosti. Na primer, če imaš, ne vem, da si izbereš enega partnerja, ki ni ta prav, te bo zmeraj bolj pritiskalo, dokler ne boš imel dovolj. In se boš odločil za spremembo in jo boš ti speljal, a ne. Isto je v službi. Če te v službi stvari pritiskajo, če so slabe za nič, te pritiskajo čedalje bolj, dokler ti nimaš dovolj in teh stvari premakneš. Na vseh področjih je tako, veste. Čisto na vseh področjih. Boste rekli, ja, pa ni, jaz nisem imel vpliva, ne vem, na to pa to pa to. Verjemite mi, tudi na bolezni nimamo vpliva, ampak imamo vpliv na to, kaj mi iz njih potegnemo. Kaj bomo mi zdaj potegnili iz te situacije, v kateri smo, a bomo mi naredili kaj za sebe, da bomo mi boljši, ali ne bomo. Še nekaj je značilen za Zemljo. Zmeraj gre vse v valovih. Enkrat si na vrhu vala, tam, ko si je sonce, in potem te počasi greš dol, a ne, in včasih te tudi zabriše na dno oceana. Ni težko, kadar te zabriše na dno oceana, težko je, če se tam po oceanu valaš.
Ne? A veste, če te zabriše v dno oceana, moraš se boriti. Moraš se odriniti od ta pesek, blato, strandati iz sebe, se odriniti proti vrhu in iskati to sonce, iskati, plavati, migati, ne? In isto je treba narediti, če naprimer karkoli v življenju se ti zgodi, je treba migati, je treba delati na tem, da ti je lepše, ker nobena stvar ni stalna, ampak čist nobena stvar ni stalna. In vsako stvar se moraš zavedati, da si večji od tega, kar te je v življenju doletelo. Ker mi vsi smo sem prišli z eno misijo. Vsak od nas ima eno genialnost in to genialnost je treba deliti s svetom. To, kar je v vas dobrega, sposobnega, nima veze, a je to, ne vem, umetnost, a je to matematika, a je to, da ste dobri z ljudmi, da se znate, ali znate z živalmi delati, karkoli je vaša genialnost. Vaš osnoven cilj, zakaj ste prišli na ta svet, je, da širite to genialnost, pa da širite to ljubezen, ker Zemlja more ratati bolj ljubezniv planet. A veste, bila je strašno zanemarjena. Delali so na tem, da bi nas razdvojili, da ne bi bili prijatelji, da bi kar te stvari so z nami delali. Vi ste to čutili. Prav je, da se stvari spreminjajo. Prav je, da stvari bojo šle v drugo smer. Prav je, da se to zdaj dogaja, da pritiska na nas. Ni to kar za umret, veste, na misiji ste. Vem, da vam je težko. Vem. Vsem nam je težko. Vem, da niso lahke in da je vsak dan težek. Morate pa vedeti, da niste sami. Ogromno ljudi čuti podobno kot vi in vsi si želijo istega. Miru, ljubezni, prijateljstva, sodelovanja, spoštovanja med ljudmi, ne vem, bolj take družbe, ki ji lahko verjamejo, zaupajo, take družbe, da jih bo podprla, da bo podprla njihove genialnosti. Jaz sem prepričana sem, da bo to prišlo, da si bomo to zborili, da bomo naredili vse kot človeštvo, da bomo živeli v lepšem, boljšem svetu, zato, ker si ga zaslužimo. Mi si to zaslužimo, zato, ker smo bitja svetlobe, eni bitja ljubezni, ena bitja, ki so vse plazno lepa, ki imajo lepe duše, prijazne duše. Častiti moramo začeti en drugega razumeti, podpreti, sodelovati. Jaz verjamem, da bomo to zmogli. Res verjamem. In verjamem, da če en drugemu pomagamo, da nam bo lažje. Verjamem, da če verjamete v svojo dušo, da veste, da je večja od vsega, da bo vaša duša tudi čez to šla čez. Vem, da zmorete. Jaz zaupam v vas. In verjamem, da lahko skupaj naredimo vse. Premagamo od bolezni do te situacije. Večji smo od vsega. Ne to pozabiti. Aj prav. Lepo bodite.